Sedaj pa nadaljujemo z naslednjim referentom, akademikom Milčkom Komeljem, ki je dr. Pučnika srečeval v uredništvu Nove revije. Danes bo pa predstavil svoj referat Spomin na očeta slovenske države. Izvolite. Hvala lepa. Spoštovani, Jožeta Pučnika sem spoznal zaradi prijatelja Nika Grafenavarja. Ko sem bil na prireditvi v prostorih Društva slovenskih pisateljev v podporo zaprti četverici JBTZ, me je pesnik prijazno pridržal, naj ostanem z njim, kajti bila sva soseda in sva se zato pogosto skupaj, in res zelo pogosto, skupaj vračala domov. Za veliko mizo se je potem kot na kakšnem konspirativnem sestanku zbrala ožja skupina ljudi iz kroga poznejših osamosvojiteljev, ki so pričeli presojati napeti družbeni položaj. Med njimi se je nadoma gromovito oglasil markanten mož, ki ga menda edinega nisem prepoznal, in z neverjetno odločnostjo glasno poudaril, da je zdaj nastopil edinstven zgodovinski čas, ko se lahko Slovenci končno osamosvojimo, da je pred nami velikanska odgovornost in da te zgodovinske priložnosti nikakor ne smemo zapraviti. K nujnosti državne osamosvojitve je spodbujal s tolikšnim prepričanjem, zavzetostjo in strastjo, da sem ga občutil kot ljudskega tribuna iz zgodovinskih knjig in da me je od navdušenja kar oblil srh, kajti od nekdaj sem si želel, da bi bila Slovenija samostojna. Ko sem zatem Nika povprašal, kdo neki, je ta mož me samo začudeno pogledal, kdo neki, Pučnik vendar. Takrat je bil tam navzoč tudi Josip Vidmar, ki je takim stališčem pritrjeval. Potem, ko se je pred vojno zavzemal za slovenstvo in se pod njej podredil novim časom, je nazadnje očitno celo on zaslutil priložnost, da sem uresničil stare slovenske sanje in sem je kot zaveden Slovenec predal, povsem ne glede na to, kako prilagodljivo politično pamet je sicer imel. Se ga je nekoč pričo mene zgodovinar Franc Viter označil celo za političnega idiota. A je bil čustveno povsem navezan na slovenstvo z našim jezikom, za katerega se je vedno zavzemal in je vsaj v nekem predavanju, ki sem ga bil poslušal, govoril o zgodovinski tragičnosti slovenskega naroda in ne o našem zgodovinskem uspehu. Zavezanost slovenski kulturi in jeziku, ki sta bila v Jugoslaviji vse bolj ogrožena, sem čutil tudi sam, tako kot tudi vsi tisti kulturni Slovenci, s katerimi sem se tedaj družil, ali sem jih pobliže spoznaval. In so se že predtem pričeli najprej upirati tako imenovanim skupnim jedrom, tako kot posebno Janez Menard. Zadovoljstvom pa so leta 1989 sprejeli dopolnila k slovenski ustavi, ki so dajala prednost slovenskim zakonom nad jugoslovanskimi, o čemer so se v en glas izjavljali v anketi z Lobčeve revije Sodobnost, naslovljeni z vprašanjem, ali smo zdaj bolj svobodni in manj varni. Izstopalo je torej vprašanje svobode, ki pa naj bi ogrožala našo varnost. Spominjam se tudi, kako je Predrag Matvejevič med nekim predavanjem Slovence v Cankarjevem domu, to bilo, dobesedno rotil, naj se zaradi mešanih zakonov v Jugoslaviji odpovemo želji po samostojnosti. A so mu navzoči, ki so se oglasili, dali jasno vedeti, da se zaradi njih zagotovo ne bomo žrtvovali. Obslutni, da se obeta nekaj velikega, če že ne absolutni vzhajajoče slovenske vsenarodne enotnosti in napovedujoče se slovenske pomladi, sem se po tistem sestanku hipu spomnil vsega, kar sem o Pučniku dotlej slišal ali prebral. In že ob tem je postalo jasno, da je bil za uresničitev takega poslanstva lahko tako pogumno pripravljen na vse žrtve, samo človek s tako izjemno energijo, kot sem jo tistikrat zaslutil že z njegovih besed, za pisateljsko mizo. Usoda, kot jo je doživel, se mi je zdela neverjetna in pretresljiva in je kazala na moža neizmerne volje in neomajnega prepričanja, saj bi bila za običajnega človeka že kar neverjetna in tudi uničujoča. On pa se je, da bi pripomogel k uresničitvi slovenskih sanj, vrnil domovino le malo pred tem, ko sem ga prvič videl, in se vključil v svobodilno vrenje, ki ga je napovedovala tudi znamenita 57. številka Nove revije, v kateri je Pučnik sodeloval. Odtlej sem ga prav tako pogosto videval predvsem Grafenavarjevi bližini, zlasti na Novi reviji in na kakih sestankih, a največkrat na povsem neformalnih srečanjih. Moj vtis o njem pa je ostajal nespremenjen. Takrat sem ga ob vsej njegovi odločnosti, s katere je bil sklesan, spoznal tudi kot obzirnega ter skromnega, izrazito spoštljivega, nevsiljivega, ljubeznivega in prisrčno očetovskega, v srcu že kar milega, vse prej kot sladkobnega
in ob vsej čokatosti le navzven nekoliko robustnega in odrezavega moža, ki mu očitno v ničemer ni šlo za lastno veljavo, ampak le za suverenost Slovencev in je bil že v osnovi očitno velik poštenjak in je za takega tudi veljal, namreč za čistega kot solza, kot so govorili. Zanimal se je tudi za vse ljudi okrog sebe in za umetnost in mi ob srečanjih običajno odzdravi z besedami, kako kaj umetnost, ki mi je kdaj celo dodal razumevajoče prijazen vzklik, brez umetnosti ni nič. Živo sem občutil tudi veliko spoštovanje, ki so ga do njega čutili prijatelji iz kroga Nove revije, še posebno Nika Grafenauer, ki ljudem okrog sebe ničkolikokrat obnavlja njegovo usodo in postal dobesedno besen, ko so nekateri sicer redki, najbrž že v okviru kakih političnih igric, pozneje pričeli komentirati, da se je med bivanjem v tujini odtujil in da zato ni najprimernejši, oziroma da sploh ni primeren za vlogo, ki so jo naprtil ali so mu jo namenili. Takrat je Niko Pučnika vzneseno primerjal celo s Primožem Trubarjem, ki je prav tako moral pobegniti v tujino, da se je rešil svoj nikdjer dom, odkoder se je ponovno vrnil kot odrešitelj in ga pravičeno oznanjal za že kar tragično slovensko žrtveno in heroično osebnost, sam pa sem ga videl že malo ne kot Kristusa. V takih in tudi kakih drugih morebitnih pomislekih proti Pučniku je Niko videl pravo izprijenost, saj so povod za to vrstne neumestne zadržke povzročili ravno njegovi eksekutorji, ki so ga prisilili v izgon. S posebno spoštljivostjo in s ponosom mi je ob slehernem srečanju na ulici o Pučnikovem pogumu in značaju zelo rad govori tudi njegov starejši, mladostni, umetniški prijatelj in sošolec ter sodelavec skladatelj Igor Štuhec. Mene pa je Pučnik navduševal, ker sem si vedno želel, da bi bila Slovenija samostojna in samostojnost je lahko pravočasno dosegla, ker je na srečo vendar še ohranila dovolj enovito nacionalno substanco. Ta izraz je zelo rad uporabljal tudi pesnik Dane Zajc, ki je bilo potrebno državno legitimirati s sklicevanjem na pravico do narodne samoodločbe. Danes pa je ta docela nezavarovana, saj ni nacionalna pripadnost več zajeta niti v statistični popis prebivalstva v slovenski državi, da bi lahko sploh vedeli, koliko nas še je. Izhodišče za nasprotovanje vojaškim oblastnikom, ki so najbrž ob podpori tedanje slovenske oblasti pri tem zaprli pogumno četverico, pa je bilo prav nasprotovanje uporabi tujega jezika v sodni zadevi na slovenskem ozemlju, ki so nam ga tudi sicer vse bolj vsiljevali, da bi tako zabrisovali našo narodno identiteto in jo postopoma podredili neobstoječi jugoslovanski. V krogu Nove revije se je najbrž edino Niko Grafenauer, ki je Pučnika sprejemal s tolikšnim spoštovanjem, da se ga je že kar podomačil, vendarle jemal tudi pravico, da je v svoji otroški hudomušnosti tudi stalno prijateljsko dražil ali zbadal. Preden ga je govoril ali pohvalil, mu je namreč že kar praviloma ponesel, češ kaj boš ti, ki si sociolog. Pučnik je ta stalni uvodni učitek ali pomenljivo podarjen pristavek, da je sociolog, potrpežljivo in z nasmehom merno prenašal in samo enkrat sem doživel, da mu je bilo tega dovolj in je sicer povsem nesovražno, hlasno vskipel in se jezil nekako z besedami. Pa kaj potem, če sem sociolog in ne umetnik, kot si ti? Saj vendar cenim umetnost in res ni potrebno, da me vedno tako zafrkavaš. In je še poudaril, da gotovo ni take vrste sociolog, ki bi škodoval umetnosti. A se je ob njihovem nasmehu takoj pomiril in te njegove stalne pripombe nikakor ni jemal za hudo. Ta Grafenauerjev obvezni učitek o sociologu sem si razlagal s tem, da je v predstavah pesnikovega oziroma pesniškega okrožja za nekako najbolj zveličavnega veljal pesnik, ki je vizionar in živi po pesniško. O sociologih, a ne o Pučniku, pa je Grafenauer očitno že nasploh imel bolj slabo mnenje. Vsaj tako slabo mnenje o sociologih pa sem imel ser nekompetentno, ampak vendar tudi sam in sem zato prijatelja več kot razumel. Že v srednji šoli sem, čeprav nisem imel kakšne dnevno politične pameti, jasno razbral, kako so nam pri predmetu sociologija prali možgane, ko so na primer ob prikazovanju nepregledno zapletenega volilnega sistema pojasnjevali, da je od vseh najbolj demokratičen, ko pa je bilo očitno prav narobe, saj ni Tita nihče nikoli neposredno volil. In tudi pozneje sem sociologijo te vrste spoznaval predvsem kot prikrito utemeljevanje nekdanje režimske ideologije. To spoznanje pa je postalo med razmišljajočimi ljudmi očitno tudi širše sprejeto. Ko so med članstvo Slovenske akademije znanosti in umetnosti v zadnjih letih kar dvakrat za manj skušali izvoliti sociologa,
ki je bil med Slovence vpeljal spremljanje javnega mnenja, zaradi česar naj bi veljal za pionirja empirične sociologije, je postalo namreč očitno že marsikomu tudi med akademiki jasno, da je šlo pri taki sociologiji v resnici za prikrito ne spremljanje, marveč ustvarjanje javnega mnenja in torej za politično manipuliranje z ljudmi. Tako manipuliranje pa se z dejavnostjo tovrstnih agencij jasno kaže tudi v sedanjih prihajajočih državnih predsedniških volitvah, ko so ljudem že povsem na začetku, še preden se je kampanja sploh pričela, brez vsakega argumenta sugerirali, kdo od kandidatov ima največjo možnost in kdo, če tudi je pametnejši, je le nezaželen obskurnež. Pučnik pa je bil tudi kot sociolog, svobodomislen demokrat, ki je lažnost in okrutnost poprejšnjega sistema dognal z lastnim umom in občutil na lastni koži in mu je zato nasprotoval sleherno besedo in dejanjem. Pučnika so, ne glede na to, ali je bil ali ni bil sociolog, imeli radi tudi pesniki, kakršen je bil Danez Zajc. Da ne govorimo o spoštovanju slikarja Janeza Bernika, ki je bil do nekdanjih oblastnikov vse bolj žolčen. V bistvu je bil politik, gotovo tudi sociolog Pučnik, vendar ne kot pretkan manipulator, marveč kot nadvse pogumen in odkrit bojevnik za temeljne pravice slovenskega naroda, ki si je prizadeval za razkrinkanje sistema, ki je demokracijo zatiral in se je za demokratičnega s pomočjo režimskih sociologov samo izdajal. V tem svojem poslanstvu pa je ob vsej tretnosti tudi on živel po pesniško in bil premagovanju preprek ognjevit politični pesnik, ki ga je navdihovalo domoljubje, povezano z odločno zahtevo po nujnosti narodne svobode in peljavi zahodnoevropske demokracije. Kot kritik za blod nekdanje družbe in tudi nadvse angažiran pri odmevni razstavi Temna stran meseca, ki jo je pobudil Drago Jančar, ker sem občutil, ko smo na nekaj prvih sejah sedeli skupaj z njim, sodelavci pri razstavi na Slovenski matici in je svoje sodelovanje vzel več kot resno, neumajno prepričan o nujnosti, da se ljudem prikaže neusmiljena resnica. Posebno čast tega imel tudi trnovski župnik Janez Pogačnik, ki leta 1994 v svojem župnišču ustanovil tako imenovani Finžgarjev klub in nam je predaval tudi Jože Pučnik. Govoril o tem, kaj pomeni oziroma kaj pomenilo biti oporečnik. Ob njem pa sta sodelovala tudi Niko Grafenauer in Peter Jamrek. In je svojim razmišljanjem očitno tako navdušil, da je moral predavati še naslednje leto. Pogačnik pa je pri Pučniku še posebno spoštoval njegov pogum, ki ga je vselej cenil kot posebno ali pa celo največjo vrlino. Saj celo govoril, da življenje v strahu ni vredno življenja. Sicer pa je v Grafenauerjevo okrožje prav on vpeljal Franceta Bučarja, ki je večkrat debatiral tudi s Pučnikom, o čemer je včeraj govoril že Igor Grdina. V zvezi s Pučnikom odnosom do umetnosti se spominjam, kako me je ob kakem umetniku, ki smo ga predstavili v Novi reviji, Pučnik včasih tudi kaj povprašal. Predvsem pa tega, kako smo si šli z avtobusom z Novorevici v Rim ogledati mozaično poslikavo Vatikanske papeške kapele, kamor nas je povabil njen avtor Marko Ivan Rupnik. Niko Grafenauer, kot naš neuradni vodja, se je tam posebej pohvalil z navzočnostjo Jožeta Pučnika, ki ga je ne glede na njegov uradni položaj oziroma ne položaj izpostavljal kot najpomembnejšo legitimacijo naše državnosti. On pa je na to vedno reagiral nadvse skromno in celo v opazni zadregi. Med umestnim postankom v Perugii sta se Pučnik in Grafenauer spustila v globino truščanskega vodnjaka, ki ga je potem pesnik med kazanjem fotografije s ponosom simbolično razlagal kot skupen spust v pekel, odkoder sta se vrnila pod božje sonce na novo prerojena. Med odgledom poslikave pa je Pučnik pokazal zelo veliko zanimanje zanje in se je poleg njega seveda z vprašanjem umetniku, ki nam je mozaik razlagal, izrecno zanimal za kakšno posebnost in motivno podrobnost, torej tudi za teološke pomene. Mu zastavljal zelo premišljena in lucidna vprašanja, ki so kazala na njegovo veliko pronicljivost, kulturno razgledanost in izobraženost. Ko smo se po ogledu za nekaj časa razkropili, pa je bilo slovenskemu veleposlaniku v Vatikanu Karlu Bonutiju, pri katerem sem se mimogrede oglasil, močno žal, da se ni mogel srečati še z občudovanim Pučnikom, ki je bil za vse demokratične Slovence povsod velik pojem. Skupaj z uredniki in somišljeniki Nove revije Pučnik obiskal tudi zavod svetega Stanislava v Šentvidu in pokazal veliko zanimanje za vse tamkajšnjo bogato, tudi kulturno dejavnost. In nekaterim profesorom je še do danes najbolj ostala v spominu prav njegova navzočnost. Sodeloval pa je tudi na kakem simpoziju na Slovenski matici.
Ko je Nova revija priredila enodnevno ekskurzijo na Goli otok, so njeni udeleženci še dolgo pripovedovali, kako resnično je bil takrat Pučnik pretresen vse do dna svoje duše. In samo predstavljam si lahko, kaj vse je doživljal, ko je moral kot predsednik parlamentarne komisije za raziskovanje povojnih pobojev, kot nekdanji zasliševanec, povsem druge vrste, zasliševati oziroma povpraševati nekdanje resnične zločince, ki so molče vztrajali v svoji zakrknenosti. A je to počel ne iz maščevalnosti, ampak iz stremljenja, da bi prišla na dan vsa resnica, ki bi slovenski narod očistila, a se številni še zdaj borijo proti njej. Očitno za ohranjanje nekdanje ideologije, ki je totalitarjem očitno že v šoli oprala glavo. Spominjam pa se tudi razočaranja demokratičnih ljudi, ker Pučnik ni bil izvoljen za državnega predsednika oziroma predsednika predsedstva in tega, kako so tisti, ki so se povzpeli po prejšnjem režimu in se bali vsakršnih sprememb, ljudi strašili z njegovim domnevnim revanšizmom, trgali plakate ter že v njegovem priimku etimološko odkrivali puč. Pravzaprav skoraj vedno, razen na Slovenski matici, v Pogačnikovem Finžgarvem klubu in še kje, sem se znašel v bližini Jožeta Pučnika po zaslugi Nika Grafenauerja, tako kot tudi številnimi drugimi osebnostmi, najbolj zaslužnimi za slovensko osamosvojitev. Seveda ne zato, ker bi svojo dejavnostjo umetne kakorkoli sodil, marveč le zato, ker me je Niko Grafenauer običajno prijateljsko pridržal ali pa me je želel imeti ob sebi, ker sem pesnika tudi kdaj nekaj spomnil ali družbi pozoril na kako njegovo pogumno izjavo, s čimer se on sam niti ne bi želel pohvaliti. Zato me je večkrat etikeral kar kot svojo živo pričo, da ne rečem kot podaljšek njegovega spomina, in tako sem bil priča, kako so se hodili Grafenauerju pogovarjati, tako kot vsi pomembni osamosvojiteljski politiki ali voščaki. Pučnik pa je bil organski, nepogrešljiv del Grafenauerjevega intelektualnega in bojevniškega sestava in gotovo najvišja mera za njegovo etično verodostojnost. Jože Pučnik je bil dobrohoten, a neizprosen junak, ki je v pravem zgodovinskem času bistveno pripomogel k uresničitvi tega, o čemer so sanjale generacije Slovencev in se pri tem očitno ni bal nobenih žrtev. To, za kar si je z javno besedo in dejavno prizadeval, si je želel še marsikdo, vendar se ni nihče drug že včasih, ko je bilo to še skrajno nepojmljivo, tako izpostavil, da bi tvegal dolголeten zapor in se bil po izpustitvi neukročen pripravljen kljubovalno vrniti k razglašanju poprejšnjih stališč, zaradi česar bi ponovno zaprt, na kar bi prisiljen oditi v tujino, kjer mora na novo doštudirati in se ustvaril nov dom in se, ko je sebi zaslišal glas, od tam spet brez pomislekov vrnil iz zanesljivosti v negotovost v nadvse usodnem trenutku, kot boleč spomin in životvorna spodbuda. Vse to naštevanje njegovih prestanih preizkušenj, o katerih sem tolikokrat slišal, a največkrat ne iz njegovih ust, ki se niso imela navado hvaliti, se sliši kot ponavljajoče se naštevanje muk pri slovenskem rožnem vencu. Njegovo ime je bilo povezano tudi z razpravljanji o spodbudah za nastanek Smoletove Antigone, ki naj bi jo menda spodbudila tudi misel na Pučnika. Ob tem pa je, vsaj kadar se je oglasil še Jože Snoj, včasih preskočila misel še k Strniševim ljudožercem. O Pučnikovem političnem delovanju je bilo v zvezi s strankami slušati tudi v kakih napetostih znotraj Demosa, ki jih bolje poznajo pričevalci in zgodovinarji. A očitno je Pučnik tudi ob razočaranjih nad Slovenci, ki jih je doživljal tudi po vrnitvi, ostajal poln upanja. Bil ognjevit in vendar tudi trezen in racionalen. O svoji privrženosti slovenstvu gotovo tudi iracionalen, instinktivno prisluškujoč nedoumljivim navdihujočim ga vzgibom. Nazadnje pa se je morda razočaran ali celo utrjen spet vrnil v svoj nikdar dom, odkoder bi se, če ne bi prezgodaj umrl, ko bi bilo treba, zagotovo spet vrnil. Ko je Pučnik nekoč obiskal Nika Grafenauerja na Joštu nad Kranjem, je pustil odtis čevlja v neposušenem betonu na stopnicah. In pesnik je to pričevanje zavestno ohranil kot zgodovinski spomin njegove navzočnosti, ki se je kmalu spremenila v le še duhovno prisotnost. Ko ga je vprašal, koliko žilnih obvodov, bypassov ima, mu je takrat po pravici povedal, tudi dodal, da deluje menda samo še eden. To žalost pa sem iz njegovih ust slišal tudi sam. In ko je potem pesnik to ničkolikokrat pripovedoval, je s tem samo še slikovito in nedvoumno ponazarjal nesebičnost Pučnikovega samožrtvovanja,
med katerim strastno dejavni požrtvovalni mož nikakor ni pazil nase in na svoje zdravje. A nas je njegov nenaden odhod, ki ga doletel v Nemčiji, in vendarle ne samo močno užalostil, ampak tudi povsem presenetil. Urednik Nove revije pa se z njegovim izginotjem ni nikoli sprijaznil in ga je tudi poslej dosledno zapisoval v kolofonu revije, če tudi v črnem okvirju. Saj zanj in ne le zanj tudi po smrti ostajal in ostaja živ. Na Pučnikov pogreb je peljal prijatelja iz Ljubljane včerajšnjevec pri Slovenski Bistrici poseben avtobus, ki ga je organiziral Janez Pogačnik, ki je tudi menda umrl še isto leto in se med vožnjo nekajkrat sprehodil, po avtobusu govoril o Pučniku in podobno počel tudi Niko Grafenauer. O pogrebu je škof Stres glasno pridigal in vodil mašo za dušnico v prenapolnjeni cerkvi pred oltarjem z bleščečimi se baročnimi svetniki, od zunaj pa so nas stražili ostanki rimskih reliefov, vzidani v steno, med poznejšega umeta očiščene kamnitne sklade in obrnjene na glavo, s čimer so skušali romanski stavbarji zarotiti njihov poganski pomen ali pa demonski pomen in si podrediti njihovo moč. Tako je morda skušal zarotiti nekdanje zablode tudi Jože Pučnik, ko je razkrinkaval nekdanji družbeni sistem in pokazal, da ga je potrebno obrniti na glavo. Pri tem pa se ob vsem poznavanju zgodovine ni skliceval ne na antično poganstvo, ne na krščanstvo, ampak ni primarno človečnost in etiko, ki naj bi bila univerzalna, ter naj bi v skladu s človeško najbolj humano naravo dopuščala svobodo posameznega naroda in človeškega posameznika. Takega vsaj sem razbral iz priložnostnih srečanj, na katerih se je razkrival predvsem kot ljubezniv, a odločen človek s kristalno ščičenimi pogledi, ki se je pristno zavzemal za dobrobit ljudi in rad vsemu prisluhnil in se za marsikaj iskreno zanimal, gotovo ne nazadnje tudi za umetnost. Še posebno živo se spominjam tudi prve Grafenauerjeve hipno vzkipljive reakcije na zamisel, vzniklo po Pučnikovi smrti, naj bi se po njem poimenovalo ljubljansko letališče na Brniku. Pučnika je takrat v duhu nenadoma ugledal kot jetnika, čigar pogled v celici, celo samici brez oken, se odbija od tesnih zidov in lahko morda kvečemu, če sploh kdaj, doseže komaj košček zanj povsem nedosegljivega sinega neba, najbrž pa še tega ne. Tak nemočni ujetnik ne more oditi svoje temnice prav nikamor, kaj šele kamorkoli potovati ali poleteti. Zato se mu je ob tej dolgoletne groze polni živi podobi, ki jo Grafenauer takrat navzočim z groženimi besedami že kar pesniško nazorno prislikal, zazdela taka zamisel že tako grotesken in bizaren kontrast Pučnikovemu nekdanjemu realnemu stanju, ki ga je povzročil nekdanji zloglasni represivni režim, da je občutil že skoraj kot norčevanje iz trpljenja v ječo zaprtega mučenika. A je bila taka prva reakcija samo ponovna potrditev velikanskega spoštovanja do Pučnika in najbrž tudi izraz nesprijaznosti z žalostjo, da ga ni več na tem svetu, kajti z daljnosežnim poimenovanjem se je tudi pesnik zelo kmalu sprijaznil in se ga celo navadil. Tako da se nam je, kadar je pozneje, in to je pogostokrat bilo, v njegovi družbi naletela beseda na kako letalsko potovanje, na novo ogledana Pučnikova podoba s poletom avionov na svobodnem nebu spremenila v simbolno znamenje končne svobode, v znamenju katere je slovenski svobodilni duh, potem ko se je rečil iz sleherne ječe nazadnje dokončno zmagal, da se lahko danes v Pučnikovem imenu osvobojeno sproletavamo po širnem svobodnem nebu, katerega simbolni zaščitnik je postal prav mučeniški Jože Pučnik. Zato nam je zdaj Pučnik in nekako zgolj lažno deklarirana svoboda, tudi slovenski pojem sproščenosti in svobode. Misel nekdanjih komunistov naj bi po imenovanju letališča ime resničnega očeta samostojne države zamenjali z imenom komunista, ki so ga delali očeta naroda le košati cesarski brki, pa jasno kaže, kako živo je še v zavesti razklanih Slovencev obujanje nekdanjega totalitarnega režima, proti kateremu se je tako žrtvovalno bojeval Jože Pučnik, ki bi ga, ko bi bilo mogoče, nekateri najraje ponovno strpali v keho. Da bi lahko kaj več govoril o njegovih pogledih in dejanjih, seveda nisem poklican. Še manj bi bilo smiselno, da bi povzemal spoznanja drugih po knjigah ali da bi me pritegovala razpravljena o kmetijski politiki, ki so jo komunisti po vojni uničevali in tudi zaradi katerih je bil Pučnik tako kruto kaznovan. Kmeta, ki so ga hoteli s kolektivizacijo uničiti, tako kot tudi meščansko kulturo, je med drugo svetovno vojno očak slovenske umetnostne zgodovine, France Stele,
ki se je posvečal razbiranju slovenstva v naši umetnosti, v knjižici v slovenski kmečki kulturi, v strahu pred prihodnostjo, kakršna se je nakazovala z revolucionarnim materializmom, označil za edinega pravega predstavnika našega plemstva in temelj, ki naj bi nas postavil na pravo pot. In tak s slovenskim izročilom zrasel plemič je bil gotovo tudi široko razgledani in izobraženi Jože Pučnik, tako kot pred njim, na primer, že kak Fran Levstik. Vendar se je bolj diplomatski Stele, spričo svojih znanstvenih zaslug po vojni izvil v novi čas brez posledic, kmečki izobraženec Pučnik pa je bil, ker izzivalno posegal v razčiščevanje zgrešenih kardeljevskih potez, okrutno preganjan, če tudi oblastnikov ni mogel motiti s kakim katolištvom. In je nazadnje svoje prizadevanje tudi dejavno in zmagovito razširil na boj za osvoboditev izpod nedemokratičnega režima. Pri tem sem tudi sam zatrdno začutil njegov boj za pravičnost, za emancipacijo Slovencev, ki nam je preprečevala totalitarna ideologija, ki nam je vsiljevala jugoslovanstvo. Ob vsej njegovi razumnosti pa sem njem začutil predvsem nepopustljivo strast, ki ni bila že z početka, ko sem ga prvič slišal tako silno ognovito spregovoriti, nič manj goreča intenzivna, kot tedaj, ko enako hlasno izgovoril pozneje, nič kolikokrat navajani in vedno znova slišani, zdaj že znameniti stavek, da Jugoslavije ni več in da gre zdaj za Slovenijo. Pučniku je resnično šlo za Slovenijo, ne za oblast ali lastno veljavo, pa tudi ne za maščevanje, ki so ga zlohotno pripisovali nekdanjemu zaporniku, kot da bi mu do tega, da so mu brez krivde vzeli svobodo in spremenili tok življenja, ne smel biti niti kritičen, ampak bi moral biti okrutnežem celo še hvaležen, da je lahko sploh ostal živ. Kakšna je bila tedanja oblast še dolgo zatem, kaže tudi že dejstvo, da je bilo slovenskemu tržaškemu pisatelju Borisu Pahorju, ker je s pomočjo Edvarda Kocbeka pomagal razkrinkati grozoviti povojni zločin Slovencev nad Slovenci, prepovedano obiskovati slovensko matično domovino. Ravno zaradi poguma in nepopustljivosti, zaradi katere bi ponovno zaprt, je bil Jože Pučnik tudi po moji laični presoji doslej edinstven. Njegovo brezkompromisno tveganje, seveda v kakih normalnih očeh meji že na fanatizem, se neprimerno laže stvari le na tihem podpirati, kot pa se junaško spostavljati in s tem tvegati svobodo. In prav zato je Pučnik gotovo herojske upesnitve in osrednjega slovenskega kiparskega državnega spomenika vreden junak in pravi oče prvič zares uresničene slovenske države. Zato si gotovo zasluži največje spoštovanje in občudovanje. Kot junak, kakršnega sicer običajni in previdni ljudje raj zaničujejo in križajo, kot da bi ga sprejeli, nam postaja malo na svetopisemsko obarvan in nedosegljiv vzor, ki je bistveno pripomogel k našemu največjemu čudežu, nastanku slovenske države. Kot pesnik svojega vizionarstva, ki ga z izjemno duhovno močjo in voljo pragmatično uresničil, pa je bil občudovan tudi od največjih pesnikov. Hvala lepa. Hvala.